Molimo. Dobri Bog, prenovi naša srca s svojo milostjo, da se bomo vedno varovali človeških zablod in se bomo oklepali tvojih zapovedi. To prosimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Ne krojimo sami sebi Boga. Berilo iz knjige preroka Ozeja. To govori Gospod. Izrael, vrni se k Gospodu, svojemu Bogu, zakaj po svoji krivdi si padal. Vzemite besede s seboj in vrnite se k Gospodu ter mu recite. Odpusti vso pregreho in vzemi za dobro, da ti darujemo sad svojih ustnic. Asur nas ne bo rešil, ne bomo več sedli na konja in tega, kar so izdelane naše roke, ne bomo več imenovali naš Bog, zakaj pri tebi najde sirota sočutje. Ozdravil bom njih za blodo, rad jih bom ljubil, zakaj moja jeza se je od njih odvrnila. Kakor rosa bom Izraelu, cvetel bo kakor lilija, pognal bo korenine kakor na Libanon. Njegove veje se bodo široko razprostirale, veličasten bo kakor oljka in njihov vonj bo kakor vonj kadila. Vrnili se bodo in sedli bodo pred mojo senco. Zopet bom prideloval pšenico in gojil vinsko trto. Nje vino bo slovelo kot libanonsko. Kaj ima Efraim še skupnega z Maliki? Kaznoval sem ga, nato sem ga osrečil. Jaz sem kakor zelena cipresa, iz mene izhaja sad, ki je na njem. Kdor je moder, bo razumel. Kdor je razumen, bo spoznal, da so Gospodova pota ravna. Pravični hodijo po njih, grešniki pa na njih padejo. To je Božja beseda. Odpev? Naš Bog govori, poslušajte me. Slišal sem jezik, ki ga nisem poznal. Njegove rame sem oprostil bremena, njegove roke so odložile košaro in v stiski si klical in sem te rešil. Naš Bog govori, poslušajte me. Iz grmečega oblaka sem ti odgovoril, pri vodi v pošavi sem te preskušal. Moje ljudstvo, sliši, opominjal te bom, Izrael, da bi me vendar poslušal. Naš govori, poslušajte me. Naj ne bo pri tebi drugega Boga in ne moli tujega Boga. Jaz sem Gospod, tvoj Bog, ki sem te izpeljal iz egiptovske dežele. Naš Bog, poslušajte me. Da bi moje ljudstvo poslušalo, da bi Izrael hodil po mojih potih. Hranil bi ga z najboljšo pšenico, nasičeval bi ga z medom iz skale. Bog je svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega sina, vsak, kdor vanj veruje, ima večno življenje. Gospod, z vami. Iz svetega evangelija po Marku. Tisti čas je k Jezusu pristopil neki pismouk in ga vprašal, katera je prva med vsemi zapovedmi. Jezus mu je odgovoril, prva zapoved med vsemi je, poslušaj Izrael, Gospod je naš Bog, Gospod edini. Ljubi torej Gospoda svojega Boga z vsem srcem in z vso dušo in vsem mišljenjem in vso močjo. To je prva zapoved. Druga je tej enaka. Ljubi svojega bližnjega, kakor sam sebe. Večja od teh ni nobena druga zapoved. Pismouk pa mu je rekel,
Dobro, učenik, prav si povedal, da je Bog edini in ni drugega razen njega. In da je ljubiti njega z vsem srcem in vsem mišljenjem in vso dušo in vso močjo, ter ljubiti bližnjega kakor sam sebe, več kakor vse žgalne in druge daritve. Vedeč, da je razumno odgovoril, mu je Jezus rekel, nisi daleč od Božjega kraljestva. In nihče si ga ni upal še kaj vprašati. To je Kristusov evangelij. Nisi daleč od Božjega kraljestva, pravi Jezus temu pismouku. Kaj mu manjka, da ni v Božjem kraljestvu? Manjka mu ljubezen do Boga, manjka mu ljubezen do Jezusa. Ljubezen do Boga postavi Jezus za prvo zapoved med vsemi. Kako lahko nekdo zapove ljubezen? Kako je lahko ljubezen ukazana? Edina logika, ki tukaj še lahko razloži vse skupaj, je ta, da je ljubezen do Boga nekaj, česar bi se mi verjetno bali in bi se temu izogibali, če nam ne bi bila zapovedana. Tako pa vemo, da Bog sam želi, da ga ljubimo. Zakaj je treba ljubiti Boga? Zato, ker je Bog vir vse ljubezni. Ne gre za to, da bomo mi svojo ljubeznjo do Boga zaslužili ali pa ne njegovo ljubezen. Gre za to, da s tem, ko prihajamo k njemu, dejansko lahko ugotovimo in prepoznamo, da je on tisti prvi, ki nas ljubi. In v tej ljubezni, v moči tej ljubezni je možna vsaka druga ljubezen. Samo v moči te ljubezni. Vse ostalo, čemur mi velikokrat lahko rečemo ljubezen, če ni brezpogojna in zastonska, takšna kot je ljubezen Boga do nas, je bolj ali manj kupovanje in prodajanje ljubezni, uslug, naklonjenosti, mirne vesti. Ni pa to ljubezen, kot jo ima Bog v mislih. Druga, pravi Jezus, je tej enaka. Ljubi svojega bližnjega, kakor sam sebe. To je druga zapoved tudi po vrsti. Šele takrat, ko vem, kako zelo mene Bog ljubi in ko sem sposoben samega sebe sprejeti v luči te ljubezni z vsemi omejitvami in grehi in slabostmi vred, šele takrat sem sposoben tudi drugega v resnici začeti sprejemati. Na enak način, kot ga sprejema Bog in na enak način, kot Bog želi, da sprejemam sebe. Zato je to druga zapoved. In večja, pravi Jezus, od teh ni nobena druga zapoved. Vse ostale zapovedi imajo temelj v tem. Vemo, kako se da, in Izraelci to skozi zgodovino velikokrat pokažejo, kako se da vsako Božjo zapoved živeti samo navzven, samo na vides, samo tako, da me drugi vidijo. Ampak bistvo vsake Božje zapovedi je v tem, da jo vodi ljubezen. Zato je ljubiti Boga in potem s to isto ljubeznijo ljubiti svojega bližnjega največja zapoved, ki je možna samo v spoznanju, da je Bog tisti prvi, ki ljubi mene, ki ljubi nas vse.